Gospa Branka, bi vas lahko prosim zmotil z enim vprašanjem, samo Denis Sarkić, Vest, spletni medij, samo zanima me, vam je težko malo pri srcu v bistvu, da se je tako izteklo v bistvu po tem drugem krogu? Mislim, volja ljudstva, to sprejemamo in mož bo delal še naprej za dobro Slovenije, jaz pa tudi na svoji področju. Kaj mu boste jutri skuhali v bistvu, preden gre v Bruselj? Vemo, da dobro kuhate. Ob 10 odhaja, tako da verjetno ne bomo mogli več skuhati. Ko pridem morda nazaj, no? Takrat pa lahko. Hvala. Pa kako se počutiš? Dost navaden. Ja, a res? Ja. Si fejst razočaran? Malo sem razočaran, dejansko. Sem mislil, da bo moj oče zmagal, ampak tako je, ne? In kaj se ti zdi v kampanji, kaj je šlo narobe? V kampanji ne vem točno, mislim, da je tak spet okoliščin, ki mu ni mogoče zmagati. Vlada je zdaj zaenkrat malo v krizi, zgodila se je paralizacija, stvari, ki so mu v bistvu nekako šle v škodo in tako je, ne. Se ti zdi, da kje so bile tiste napake, kaj se ti zdi? Bi lahko kaj popravili, bi naredili kaj še boljše, kakšne nove metode, novi prijemi? Jaz mislim, da sama strategija ni bila slaba in je v bistvu bila tudi vse, plakati, kampanja, reklame, vse je mislim, da nivo je narejen, tako da v bistvu nimam nekih očitkov, mislim, kakšnih hujših napak nisem videl v kampanji. In zdaj občutki, ko ne boš predsednikov sin? Ja, v bistvu so mešani, no. Ne bom videl v hčerke od Clintona, ne, to je res, ne, nažalost, ampak po drugi strani je pa tako v bistvu lažje živeti. Mi smo v tem že 17 let v tej politiki in smo vajeni marsičesa in tako da v bistvu ni tako narobe, da ni predsednik. Boš tudi ti šel po očetovih stopinjah? Ne vem, mislim, za politiko v Sloveniji bi veliko stvari lahko bo boljše, kot so zaenkrat. Ampak za politiko moraš biti nekaj izkušenj, moraš imeti nekaj znanja, izobrazbe, ne moreš biti 20 let stran in iti v politiko. Tako da, če se odločil za politiko, izhodišče imaš? Izhodišče je, sam moraš še kaj na sebi narediti, da se lahko lotam tako resnega in odgovornega posla, kot je politika. Skozi to kampanjo si bil večkrat, kot tvoje sestre, ste bili otroci, pa tudi vaša mama, zelo medijsko izpostavljeni. Bi šli to še enkrat skozi? Nisem bili otroci niti ne. 22 smo imeli, tako da ni bilo take panike. Niste občutili dobenega medijskega pritiska? Nismo bili citni novinari? Je bil pritisk, ne dvomno, ampak pa se ne vadaš, ker tako že 2-3 mesece, pa ti rata nekako navada, ni panike. In kaj bo danes? Danes, vidiš, veliko še se dogaja, pol pa mislim, da bomo mlajša ekipa, mi mlajši bomo šli pa še kam naprej, se mi zdi, no. Ne moramo tako zgodi se ključati večera. Se veselite ali žalovati? Boje. Boje. Ja. Kako se počuti tam? Ja, pa smo pričakovali malo boljši rezultat. A res? Pa ja. In zdaj naprej? Jaz bom naprej. Oče bomo že zmer stali v strani. Z vsemi njegovimi očišnimi smo zdaj stali, tako da... Kaj je po vajnem mnenju šlo narobe? To je težko reči, jaz ne vem, če bi rekla, da šlo kaj narobe. Rezultati izražajo voljo ljudstva in to je to, ne? Ja, mi smo res vse smo dali od sebe, tukaj smo se res 100%, tako da morate voljivce vprašati, zakaj je tak rezultat. Ja, res, tako mislim, no. Mislim, če je pa ponovati tako, ne, da je malo tudi od terena odvisno, ne, pač od... In skozi kampanjo ste bile tudi vi dve kot hčerki, pač medijsko izpostavljeni. Kakšne izkušnje imate zdaj s tem, kako gledate na to? Bi dali še enkrat to skozi? Ja, za oči je vse. Tako da, seveda. Vam ni nič žal? Mislim... Ne, niti ne, to sem ena izkušnja, ki je celo družino povezala, ne, zato ker mislim, da bi v takih preizkušnjah šlo res videti, kakšni so odnosi, pa koliko lahko skupaj stopaš, ne. Tako da, jaz mislim, da bi še enkrat dala to skozi. Mogoče boste kdaj vi dve predsednice? Ja, nikoli se ne ve, ne. In kaj boste pa danes počeli, če ni skrivnost? Zažurali bomo, ne, zato ker slavimo prijateljstvo.